Torej, še enkrat uradno dober večer, pozdravljeni na tem veselu dnevu kulture v Kinodvoru, ki ga pripravljamo v sodelovanju z založbo Beletrina. Povod za nocojšnjo sodelovanje je nedavno prevedena knjiga Kozmopolis ameriškega avtorja Dona DeLilla in seveda film, ki je bil po tem romanu posnet in ste ga pred približno 2 letoma v Kinodvoru že lahko gledali. Z menoj sta nocoj Ana Schnabel, novinarka, kritičarka, poznavalka tako imenovane ameriške literature. In Simon Popak, ki ga večina od vas pozna kot direktorja našega najljubšega ljubljanskega filmskega festivala LIF, ki nam poleg vseh filmskih užitkov vsako leto nudi tudi nepozabno končno zabavo, za kar sem se mu osebno že zahvalila, ampak mislim, da je čas, da to naredimo tudi javno. Vprašanja se nanašajo tako na film kot na knjigo in predvsem na stičišča med filmsko in književno umetnostjo. Želela bi si, ko sem razmišljala o tem, kako bom začela ta pogovor, sem najprej želela reči, tako kot človek ponavadi reče, upam, da ste v filmu uživali. Čeprav morda to ni najboljši primer filma, ki ga povezujemo z užitkom. In to je bila tudi ena prvih skupnih točk, ki sem našla, ko sem brala kritike, tako romana kot filma, je marsikdo zapisal, da to ni film, ob katerem bi užival, in za knjigo je prav tako marsikdo napisal, to ni knjiga, ob kateri bi človek užival. Tako da moje prvo vprašanje je za filmskega in za oba poznavalca filma in književnosti. Kje so meje med užitkom in umetnostjo in koliko filmov gledamo za užitek, koliko knjig beremo za užitek in kaj je še tisto drugo, kar nam obe umetnosti nudita? Pa Ana, kot dama, te prosim, da... Koliko knjig preberem za užitek? Ja. Verjetno 3 do 5 na leto. Hvala, Mitja. Verjetno 3 do 5 na leto, ker vse ostalo produkcija, ki jo preberem, v bistvu obsega moje delo. Ne? S tem se v resnici preživljam, tako da preberem veliko slovenskih romanov, ki mi v resnici ne bi ugajali. Preberem tudi neke evropske produkcije, ki mi v resnici ne bi ugajali, tako da je užitek mogoče minimalen. Ampak vseeno ljubim literaturo. No? Kaj pa, Simon, ti kot direktor festivala in človek, ki ima to sanjsko službo, hoditi po svetu in vas čas gledati filme? Ne vem, če je to sanjsko, no, ne da se je potožilo, ampak ni ravno tako, kot se ljudje predstavljajo. Jaz imam dosti podoben odgovor kot Ana, ne, to je pač služba in pri filmu je dosti tako, ne, da pač verjetno isto kot pri literaturi, jer imam jaz pač ta luksus, da berem tako rekoč samo to, kar jaz hočem, ne. Pač pri filmu je to, ne, jaz vidim, da ti sestaviš recimo nek program festivala ali pa če vodiš en tak art kino, da moraš seveda videti ogromno enega pač filmov, pač, ki jih niti sam nočeš videti ali pa ki te mogoče ne zanima, skratka moraš videti, moraš malo misliti tudi na občinstvo, malo seveda nase, na svoj lastni okus, ne, tako da, ampak seveda, užitki so seveda tako pri ogledu filmov kot pri branju romanov, no, tako da, ampak seveda je pa ta užitkarski del je pač, vsaj pri meni seveda večji, ko pač berem, ker kot sem že rekel, ne, literatura je zame, užitek film je pa služba oziroma obveznost, ne, tako da vedno bo ta meja bo pač vedno obstajala, vse dokler bomo pač delali tako, kot mislim, ne, pač na teh funkcijah, kot smo v tem hipu. Ali je bil Kozmopolis prvi film, v katerem si gledal Roberta Pattisona, ali si ga gledal že v Somraku? Pattisona mislim, da sem prvič gledal, kar teh... Somraka nisi gledal, ker Cronenberg ga namreč je. In mu je bil prvi del všeč. Mislim, meni Pattison v filmu, mislim, da mi je bil ta prava izbira. Mislim, da to je vloga zanj, ker ti lahko tudi iz enega slabega ali pa iz poprečnega igralca, če mu daš te pravo vlogo, lahko narediš. Mislim, da on na nek način
da pooseblja ta nek nihilizem, egocentrizem te generacije, recimo, ki danes vodi ta svet, ne, še posebej pač ta New York kot center sveta, ne. Mislim, da je s tem minimalizmom, no, da v bistvu dobro to snov predstaviti. Mislim pa, da je to sploh, potem sem še enkrat videl s Pattinsonom kasneje, ampak se pravim, no, mislim, se pravim, Cronenberg je znal potem, da zna izbirati, bi rekel, neke obskurne obraze za vloge. Mislim, da se je s tem izučil pač v svoji zgodnji fazi, ko imel nizke budžete, ko snima še v Kanadi, ko snima večinoma žanrske filme, hororje, ne, in tam se mu vti znajdeti, ne, in še posebej žanr je tak, mislim, da je horor je tak žanr, kjer mu vti res najdeti, ali bodi si obraz, ali pa eno fizionomijo, ne, enega igralca, tako da lahko, da v neki vlogi je to najboljša vloga leta, ampak ta igralec lahko, da se v neki bolj kompleksni ali pa neki drugom, pač da se bo znašel. Ne. Ana, kako se je zdaj pa tebi? Mislim, ti si najprej mislim, da kdaj si rekla, da si 2006 si prvič prebrala roman, ne? Ali pa 4. Ali pa 4 in človek se sploh, če ima rad avtorja in rad roman, precej naveže na glavnega junaka. Kako ti ga je bilo srečati na filmskem platnu? Mislim, da Pattison precej dobro pooseblja nekoga, ki nima duše, tako da se je dobro ujel z Ericom Peckerjem, kot sem ga brala v romanu. Ne? Je pač lepi fant z lepim plaščem, pa z malo duše. Tako da je bilo kar v redu to gledati. Kako ti je bil pa film? Mislim, sicer glede na to, mislim, kakšen imaš odnos med romani in literaturo? Mislim, med literaturo in filmom? Jaz pogledam zelo malo filmov, ne. Tako da imam zelo minimalen, pavšalen odnos. Verjetno sem videla 5 filmov, ki mi je všeč, tako da v filmu kot umetnosti ne moram soditi, ne. Bi se raje odrekla v tem odgovoru. Kakšne pa so zakonitosti oziroma pasti snemanja filmov po literarnih predlogah, ne? Ker po eni strani imamo zelo visoka pričakovanja bralske javnosti, po drugi strani pa... Ja, jaz osebno sem se zelo odvadil, da ko je recimo ko posnek nek film po romanu, ki je meni osebno všeč, ne, jaz absolutno več ne zahtevam tega, da je zvest romanu. In mislim, da je to največja napaka večine gledalcev, ki pričakuje, da bo film pa zvest. Ne. Mislim, da to, lahko svede nastane film, ne, in mislim, da tudi Kozmopolis je film, ki si dost, rekel, zvestost sledi, tako vrekoče je prepisne knjige. Tako da, jaz sem se, seveda, se pravim, pač vsak ima svoj odnos do tega, ampak recimo jaz, ko sem bil še mlad, pa tudi malo idealističen in potem si videl recimo film, recimo tipičen primer, ko sem čisto znoril, ne vem, bil sem star 20 let in kot velik fan Raymonda Chandlera sem v kinoteki gledal Altmanov film, njegovo organizacijo Fair Man While My Lovely, ne, in sem snoril čisto, kar je vse po svoj naredil. In sem rekel, Altman za me več ne obstaja, čeprav sem bil velik fan Altmana. Ampak potem se z leti, potem seveda malo odrastaš, pa malo bolj gledaš na stvari na drugačen način. Tako da zdaj meni blazno všeč, če režiser, v bistvu, če mu je roman samo inspiracija ali pa ne. V bistvu sem blazno razočaran, pač jaz osebno, recimo, če vidim eno tako dolgovezno ekranizacijo, še posebej, če so to kakšni viktorijanski romani, pa te kostumske drame. Ne. Recimo, zame je esenca ene zelo inteligentne ekranizacije in tudi enega velikega literarnega tela, se pravi, da ni to zdaj nek tak roman. Recimo Wellsova ekranizacija procesa Franza Kafke. On je iz tega v bistvu naredil črno komedijo. Da je seveda, mi tudi, mislim, če Kafko natančno bereš, potem tudi lahko vidiš občasne humorne detajle, ampak to vendarle ni, medtem ko jaz se ne rekel. Tako da on je v bistvu hkrati je ostal zvest Kafki in temu njegovemu spletu, ne.
ampak a po drugi strani, kaj pa čist ga je reinterpretirano in v bistvu ga res pač naredil v bistvu Wellesov film, ki pač temelji na Kafki, ker mislim, da največkrat je to, da pač to so samo neki avtomatični prenosi na film in takrat sem jaz najbolj osebno razočaran. Ko smo ravno omenili humor in humor v Kafki, je ena od stvari, ki so se mi med branjem dela pa potem med gledanjem utrnile to, da mogoče se mi zdi, da je filmu najbolj spodletelo, pa niti ne spodletelo, ampak da se najbolj vidi razlika med humorjem v knjigi pa humorjem v filmu. Kako se je tebi zdelo? Ker je v knjigi je humor bistveno bolj razkrivanski, ima neko globino, medtem ko je v filmu plastificiran, se mi zdi, da je zelo trivialno prikazano. S tem, da Cronenberg sam pravi, da ko film gledaš drugič ali tretjič, ne bi ta film postal komedija. Ampak ti si ga zdaj gledal kolikokrat? Jaz sem ga tretjič. A je že? Ne bi ga ravno za komedijo značil, ampak Cronenberg je pač znan potem, da rad pretirava v svojih filmih in da to potem posledično postane komično. Zdaj, a je to namerno, a je nenamerno, ne? Včasih se je to obneslo, včasih ne. Tukaj jaz mislim, da to ni niti najboljši Cronenbergov film, niti najboljši roman Tona de Lila, ne? Tako da, ampak je vse ta stopnja komičnosti se ti malo mogoče rekel, ne, mečkem bolj ga dojemaš, no, ker tudi jaz, ko sem ga prvič gledal, ker roman je dosti tudi tako, ne, dosti kompleksen pa zahteven, recimo jaz sem ga tudi najprej bral v Izvirniku in pol v slovenskem prevodu in mislim, ne da zdaj ne znam jaz angleško, ampak veliko bolj sem užival v slovenskem prevodu, ker njegov jezik je zelo tak, zelo specifičen. Knjigo je prevedel Aljaž Kovač, mimogrede, v uvodu po nemarnom nisem omenila tega. In je zelo kakovosten prevod dela. Tako da, se pravi, jaz sem veliko bolj užival v tem prevodu, tako da, se pravi, mislim, da pride ta komični den tudi malo za tabo in še posebej v filmu. Simon pravi, da pač Kozmopolis ni vrhunac Cronenbergovega opusa, kaj pa Delajlovega? Zagotovo ne. Če bi mogla zbirati, da je to Beli šum, tudi roman, ki je dosegel največ publike, ker je tako fabulativen oziroma temelji razpeta neko dogajanje, ki je vsakomur dostopno, pa ima tudi močne ideje. Medtem ko je Kozmopolis meditativen roman. Nič se ne zgodi, nek tip se gre vstrič, in svet med tem malo razpada. To je morda malo naporno branje, pa to ne toliko zanimivo. Pa to ideja, ki jo preigrava, je ena in ista in je tak turmoil of nothing. V bistvu. Ampak hkrati je pa zanimivo, v bistvu zelo veliko člankov se je po filmu pojavilo, ki so ponovno tematizirale dela in tudi tako film kot knjiga sta bila deležna zelo mešanih odzivov in s tem, da se je potem pogled na Delajlov, Kozmopolis, na roman spremenil, da je v bistvu postal neke vrste poet prerok gospodarske krize in pač je mogoče najti, ne vem, zelo velike sejev o tem, kako je on predvidel gospodarsko krizo in tako naprej. Pa me zanima, če imaš slučajno mnenje o poetih prerokih. O poetih prerokih ne, imam pa o Delajlu. Ja, mislim, da bomo ga zagotovo uspeli naslikati svet, kot ga bomo še živeli, oziroma ga že živimo in je to velika vrednost romana. Bi pa mogoče si želela, da bi to naredil morda slogovno, jezikovno bolj dostopno, ker je vsem dosti hermetično pisava to. To je to. Zakaj pa, mislim, ti si prej rekel, da se ti ne zdi, da je Cronenberg s tem delom dosegel vrhunac. Čeprav nekateri, mislim, obstajajo tudi kritike, ki pravijo, da je to v bistvu kvintesenca Cronenberga. To je bil tipičen film, ki je zelo polariziral mnenje. A je blazno všeč ljudem, ali pa so rekli, da to ne je slabši Cronenberg. Mislim, to je zelo, bi rekel, pač to je film, ki je posnet po zelo statičnem romanu in
to podobno kot njegova nevarna metoda, ki je tudi film v bistvu o filozofiji. Oziroma, vemo, da je Jung Freud in v bistvu on je zaporedoma reviral dva filma, ki sta na nek način tako bi rekel vizualno oziroma po svojem ritmu sta izrazito neznačilna za njega, ampak ima pa še vedno en kup teh njegovih konstant in jaz njega sem popolnoma razumel, kje se je on našel tlele pri Kozmopolisu, ker meni ta roman pa še mnogi romani Donald Delilah me blazno me spominjal pač vsaj v fragmentih na recimo J.G. Ballarda po čiga romanu Trk je tudi on posnel film in recimo to je eden zame najboljši Cronenbergov. Mislim, da se lih J.G. Ballard in Don DeLillo in David Cronenberg, da se najdejo nekako v tem motiviki večnega tega razmerja med človeškim telesom in pa strojem oziroma med mašinami in še posebej med človekom in pa avtomobilom. Recimo, jaz sem nedavno sem bral White Noise njegov, Beli šum, ki je mimogrede edini roman poleg Kozmopolisa, ki je preveden v slovenščino, kar mislim, da je škandalozno. Ampak recimo tam ima prav en tak cel segment, kjer piše o tem, o te obsedenosti z masovno kulturo in z obsedenostjo s konzumerizmom in z avtomobili in s tem zvezdniškom in seveda z željo po smrti oziroma po samo destrukciji. In to najdemo tako v Crashu, kot v Alien šumu, kot v številnih filmih Davida Cronenberga. Tako da enostavno mislim, da on najde neke motive, ki ve, da njemu zelo imponiral in da bo to znal izraziti. In to je najdel in ko je delal Naked Lunch po Barozu, to je najdel, ko je recimo delal M. Butterfly, ki mislim, da je bil ekranizacija gledališke igre in tako naprej. Mislim, da on najde v teh delih, kjer pač ni sam avtor, da pač najde neke konstante, ki nekako njemu zelo so všeč in potem iz tega naredi eno celoto. Kako se pa Delilo sicer vključuje v siceršno sliko sodobnega ameriškega romana? Ameriške scenike. Ja, oziroma, mislim, vem, da tvoj najljubši David Foster Wallace pravi, da je on en od dveh najboljših ameriških pisateljev. Ja, in Don DeLillo v resnici je oče dosti sodobnih avtorjev. Velja kot največji literarni vpliv, ne samo Davidu Fosterju Wallace, tudi Francenu, Denisu Johnsonu, Davu Eggersu, tudi Ballardu, ki ga ravno kar omenil, in pač vemo, kako je začeti. Sicer pišejo lahko sjajno literaturo, ampak jih nihče ne bere in to je njegov položaj na ameriški sceni. Dvakrat se je prebil do javnosti z Belim šumom pa Underworldom, in zanimivo, da sta oba romana bistveno bolj čustvena, kot so vsi ostali, ker Delilo se v resnici zelo nerad ukvarja z notranjščino človeka, raje ima ideje in prav Beli šum in Underworld obravnavata to, kar ljudi dejansko živimo. Kaj pa nasplošno te prizori krize, po eni strani prizori krize in recimo temu družbene kritike, po drugi strani je pa tudi mogoče brati ta roman kot parafrazo, Uliksesa, nekega blodenja po New Yorku in tako naprej. A gre zdaj to v bistvu za meditativni, poetični roman ali gre za idejni roman? Za idejni roman bi rekla. In zdaj, ki se lahko spostavlja sporednico z Uliksesom, če bi že mogla zbirati postmoderno varianto Uliksesa, bi se odločila za trgovce s tobakom. Predvsem zato, ker se mi zdi, da Delilo v Kozmopolisu slika neko zavest, ki še ni čisto naša, je predvsej bolj hipermanična, kot je naša. Medtem ko trgovec s tobakom, če kdo pozna roman, potem ve, da ta roman obravnava nekega poeta, laureata, ki se odpravi v Maryland, na smrdljivi ladji in ne samo zaradi te plovbe, ki je zelo Uliksesovska, ampak tudi zaradi
zavesti, ki jo naseljuje ta junak, se mi zdi, da je pač bližje nam, ne? Ker je mali, veliki narcis. Eric Pecker je pa že beyond, ne, tega. Kaj pa umestitev tega filmskega dela v siceršno kinematografijo, ki tematizira krizo? Zdaj v zadnjih letih smo imeli marsikaj od, ne vem, Volka z Wall Streeta do, ne vem, Ubij nežno, recimo, filmov, ki na tak ali drugačen način se soočajo s... Ja, jaz sem rajš filme, ki to tematiko pripeljajo v film bolj skozi stranska vrata, recimo te filme, ki si jih naštela, so pač zelo spodobni in tudi recimo Margin Call, J.C. Chandlerja, ki je mogoče nepoznan in čislan med temi, sploh med mladimi ameriškimi avtorimi. Ampak to so preveč direktni. Mene osebno mi je bilo najbolj všeč, kako je to s tem upravil Andrew Dominik v filmu Ubij nežno, Killing Sophie. Nasploh so ponovadi žanrski filmi, so ponovadi to precej boš handlali, skratka, da tako bolj neusiljivo to obdeljalo. In tudi, ko imaš ti to klasično zgodbo o mafiji in v bistvu vidiš, ne, da kapitalizem je res, da je v krizi, ko prizadane tudi mafijo, ne, torej, da dokler je mafija ok, potem tudi kapitalizmu fajn laufa, če pa mafija, ne, začne biti, ne bi rekel, se čuti ogrožena, da potem pa res to postane problem. In mislim, da pač torej ta film Ubij nežno je bil takrat pač isto leto, mislim, da je bilo 2011, pač tudi en moj najljubših filmov leta, no, kar dejansko. A ni malo, tako dolg je že? 12, Ja, ok. ne bom delal, ampak je par let, no, ali pa 2012 najkasneje, no, ampak to je bil že čas, pač skratka, ko je bilo to evidentno, da se pravi, jaz sem vedno raš take malo subtilne načine, pa čeprav gre za trdi žanr, v tem filmu gre v bistvu za dost nasilno kriminalko, ne, ampak tudi čisto zgodovinsko, ne, tudi če pogledamo ameriške filme 70-ih let, recimo takrat čas novega Hollywooda, ne, so to v bistvu najboljši filmi so bili tisti, ne, ki so recimo, takrat ni bilo toliko te finančne krize, ampak recimo politične krize, pa Watergate, pa tako naprej, ne, so najboljši bili tisti, ne, ki so nekako to bolj v neki metaforični obliki povedali, ne, pa čeprav so šli v osnovi pač v žanr. Recimo ta klasičen primer je prisluškovanje od Coppole, ne, ki je v bistvu v nekem nizkoproračunskem filmu, ki ga pa snil med obema prvima dvema botroma, ne, v bistvu obračunal vso to steno, ne, pač to politično, tako da, ja, jaz sem res, no, rekel, manj izrazite take filme, no, ki pač, ja. Kako se pa kriza, ali se na kakšen način odraža recimo v sodobnem ameriškem romanu na način, kot se v ameriškem filmu? Ali... Ne tako eksplicitno, no. Sicer nisem seznanjena z vso produkcijo, ne, ker nisem stroj, ampak oseba, ampak bolj kot nek zaslon, na katerem se potem odvijajo pač te mikrointimistične dramice. Ne. Po mojem še najbolj izrazito v romanu Telegraph Avenue od Michaela Chabona, karkoli že, ne, v katerem zaradi krize propade neka ploščarna in potem to sproži dogodke, ne, nadaljne. Sicer pa nisem na to naletela, no. Pa misliš, da je to posledica, si dobila kakšen občutek, da je to posledica realnega dogajanja, političnega, družbenega in tako naprej? Mislim, da ker sploh ne vem, kakšna je pa zdaj tendenca, ali sploh lahko govorimo o neki skupni tendenci ameriškega romana, ali je to bedarija, tako kot ne moramo govoriti? Bedarija, tako kot ne moramo govoriti o evropskem romanu. Hegemonu, ja, evropskem, ne. Mislim, da je ameriški roman bistveno bolj frenetičen kot evropski. Imajo pa nekaj skupnega, radi se izpovedujejo. Ne. They do love that, sploh od 70-ih let dalje, ne. Od Updike naprej,
Pozni Rot je postal tak, Mailer je postal tak, David Foster Wallace je postal tak. Samo še Delilah pač stoji tle kot branik pripovedi, ne? Vsi ostali parijajo v neko intimo. In to je mogoče edino, kar sem prepoznala in tudi kar drugi kritiki prepoznavajo kot srž njihovega dela in lika. A ima morda kdo iz publike še kakšno vprašanje? Če imamo dodaten mikrofon. Sicer pa vam dam še nekaj časa za razmislek in Simon, mene zanima še to. Ocena Kozmopolisa na IMDb-ju je 5,0. Kar je, pač, šla sem pogledat za primerjavo, koliko ima Butac in Butac 2 in ima 6,8. In me zanima, kakšen je tvoj odnos do IMDb-ja kot institucije, ali kdaj pogledaš oceno na IMDb-ju za kakšen film? Ocena ti pač nekako pade v oči, ker je prva stvar una rumena, ki se zasveti pod logom, ampak to ne, da je bilo nekaj relevantnega zame, pač to se ve, ne, da kdo največ visi po teh spletnih portalih, pač to so večinoma mlajši, nekim se mislim, da si ti napisala v teh vprašanjih, da so bile vedno ferice Roberta Pattinsona da pač nastopi. V enem komentarju pod YouTube trailerjem od Kozmopolisa piše neko dekle, da pač je Robert Pattinson res vrhunski igralec, za tako vrhunski igralec je samo še Zac Efron in da če lahko prosim neha delati tako slabimi režiserji. Mislim, da je to ena normalna reakcija enega najstnika. Se pravi, jaz sem že prej rekel, kakšna je bila moja reakcija, ko sem bil 20 let star, ko sem videl Altmanovo adaptacijo Raymonda Chandlera in sem rekel, pač, da Altman zame več ne obstaja, ne, kar je po svoje smodeliral moj najljubši roman. Ne, tako da, mislim, da je to ena čist normalna reakcija nekega najstnika oziroma 20-letnika. Pa v današnjem času, torej vemo, da mi ko smo bili stari 20 let, se nismo mogli izražati po teh medijih, ne, tako da se vidi. Mislim, da je to skozi prisotno, samo da je to pač danes še toliko bolj očitno, ker se vidi, je pač v času interneta v bistvu vsak lahko svoje mnenje, ne, to potem se bolj čuti, ne, tako da ampak se pravim, Kozmopolis, kot sem že rekel, to mislim, da ni nikogaršnji najljubši film, razne ene newyorške kritičarke, ki ga takoj po koncu Canskega festivala razglasila za najboljšega Cronenberga in tudi isto leto ga je v znameniti Sight and Soundovi anketi za najboljši film vseh časov postavila na svoj top 10. Je zdaj mogoče še kakšno vprašanje? Sicer sem, kot se za praznični čas podobi, si zamislila za konec še veselo bonus gratis vprašanje in sicer najboljša knjiga, film preteklega leta in knjiga, film, ki si ga v prihodnem letu najbolj veselita. In ker vem, da je bila Ana zaradi tega vprašanja danes cel dan na internetu, če izvoli, Ana, lahko začneš. Če začnem pri preteklem letu, slovenska produkcija, ki jo moram spremljati, Davor in Lenko, Telesa v temi. Ne samo, da je izjemen roman leta, ampak tudi izjemen roman slovenske književne produkcije, ki se dejansko ukvarja s seksom na način, kakor se seks odvija v resničnosti. To je kar v redu, bi rekla. Kar se tiče tuje produkcije, ker imam doma veliko paperbackov, sem šele zdaj prišla do vrhunca in to je Hilary Mantel, The Assassination of Margaret Thatcher, zbirka kratke proze, ki jo vsem priporočam. Zaradi te zbirke je tudi Hilary utrpela nekaj negodovanja, namreč bivši šef kabineta Thatcherjeve je obsodil konspiracije. Tako, kar se pa prihodnosti tiče, no to je pa ta del, zaradi tega sem jaz surfala po internetu, Alexander Hemon pripravlja roman z naslovom The Making of Zombie War. To se mi zdi zanimivo, ker se ukvarja s scenaristom, ki snima B-trash filme. Tako, to je to. Hvala. Simon?
No, jaz se najbolj veselim naslednjega leta, oziroma se film je vsaj na festivalih bil zunaj že letos, ampak v širšo distribucijo bo šel januara. Najbolj se veselim, kako je, oziroma najbolj pričakujem, kako je Paul Thomas Anderson na platni prinesel Thomasa Pynchona in njegov roman Inherent Vice, ki je rekel, lahkotni Thomas Pynchon, če kdo pozna njegov opus, ne, ampak še vedno, če mislite, da je Cosmopolis zahteven roman za prenos na platno, potem je Pynchon še, rekel, še 20-krat, kolikrat ne. Recimo, to je podobno, kot da bi se našel junak, ki bi šel prodavati finega svojega, ali pa, mislim, ni toliko ekstremen, ampak ta Thomas Pynchon ravno ne velja za, rekel, lahkotnega avtorja, tako da to je recimo absolutno me zanima, kako še posebej zato, ker pač Paul Thomas Anderson nekako, jaz ne spadam njih med njegove velike občudovalce, pač nekateri filmi so mi všeč, nekateri manj, bi rekel, skoraj več manj kot pa ja, ampak glede na to, da so prve reakcije bile zelo pozitivne, zelo sem zintrigiran, kako bo to izgledalo. Letos pa težko, da film preveč jih je bilo, no. Tudi mislim, da je bilo zelo dobro leto za film. Mislim, da mi je najbolj všeč film, ki so ga vsi sovražili na Lifu. Težko je biti vok Aleksa Germana po romanu Bratov Strugatski. To se mi zdi ena taka zelo avtorska reinterpretacija v tem primeru znanstveno-fantastičnega romana. Literatura pa, jaz da bi kaj blazno sodobno tudi spremljal, težko reče, se spravim, jaz berem Žitka. Mislim, da je največji uspeh letos to, da mi je po 20 letih spet uspel prebrati 50 knjig v enem letu, kar je, ne vem, vem, a to uspeha je meni. Jaz sem kar impresioniran nad samim sabo. Tako da sem pa nekako lovil te še manjkajoče romane Indona Delajla, recimo, ali pa J.G. Ballarda, ampak to so že starejši avtorji v letih. Tem, od novejših bi težko sodil, kar se pravi, ne spremljam toliko redno. Ima kdo še kakšno vprašanje ali pa lastno pripombo glede tega, česar se veselimo v prihodnosti in česar smo se veselili v preteklosti? Če ne, bi se zahvalila nocojšnjima gostoma Ani Šnabel in Simonu Popku, da sta bila na ta veseli dan kulture z mano v Kinodvoru. Priporočam za tiste, ki ste si do zdaj le ogledali film, knjige pa še niste brali, da sežete tudi po knjigi Cosmopolis. Ne bo vam žal. Lahko noč. Grožnja.